iz ljudi pršut zoreti daj. Če ni Boga, je mučenje vrlina, s katero prislužiš si raj. Če ni Boga, krivica, ki storiš jo drugim, sladkosti velike ponuja. Če ni Boga, med sunki v vagino še glavo odsekaj, saj pregrehi hudobnost ni tuja. Če ni Boga, iz kože vdrti, njih trup in glave neštetokrat prebodene, a najhujše še pride. Če ni Boga, svet zemljo zravnaj, da te sreča ne obide. To je skrajnost, ki jo lahko ponudi svet. Drugačen svet, to je naslov te knjige, je knjiga, ki govori o rečeh skrajnega roba, s čimer hoče pokazati na našo okrutno končnost. Je knjiga o rečeh, ki grejo čez ta rob, s čimer hoče pokazati, da je ta na svet ujet v svojo empirično, čutno končnost, ki pa ni edini kriterij resnice. Kajti za njim, za to končnostjo se začne in nadaljuje konec tega konca. Se začne to, kar je negacija tega našega sveta, katerega najvišji domet je smrt. To je ta končnost. Se začne torej neskončnost. Ta knjiga torej govori o tem, kar na tem svetu ne obstaja, ni mogoče, je njegov ekstrem ali pa je negacija tega sveta. Drugačni svet govori o svetu neskončnega, kjer pa so možne, kjer pa obstajajo reči, ki v našem svetu niso mogoče, ne obstajajo, vendar so definitivno, neizpodbitno resnične, neomejeno resnične, ker niso podvržene končnemu, ker niso podvržene smrti, ki je nič. Svet neskončnega pa je svet nečesa, ki je bilo pred nič in nekaj in bo, ko ne bo več ne nič, ne kaj, ker je to svet nad niča ali nad smrti. In takim rečem spada tudi seksualno uživanje, ki premaga vse telesne, fizične ovire, ker hoče še in se konča v totaliteti, totalnosti spiritualnih dimenzij, kjer je meso podložno volji uma, ki počne z njim, kar hoče. Najprej pa mora iti skozi takle pekel. Na sredi prostora je ležišče prekrito z gumijasto prevleko. Na njem osebi postavljene druga proti drugi, visoka blondinka s hiperčloveškimi oblinami in gol moški. Poleg njiju in na mizici o postelji je položenih nekaj kirurških orodij, medicinskih tub in stekleničk z raznimi mazili ter zdravilnimi tekočinami, pa tudi nekakšen koharček. En suv objekt je nasajen na kurčetino drugega, se divje zible in božjasno trdne s sramnimi šnicli, razberjenim klitorisom ter korpulentno ritjo ob stegna in spodnji del moškega trupa. V nekem trenutku upočasni ritem,
drugi človek seže po skalpelu in odreže kos ženskega mesa na trebuhu. Posoli stvar, jo popopra in vrže v ponev na koharčku. Meso zacvrči na vročem olju. Nato vzame v roko mazilo in ga nanese na ranjeno mesto. Tudi partnerka ne ostane dolžna svojemu fukaču. Odreže mu del mesa z prsnega koša in ga vrže na olje. Enako mu ustavi kri in zaceli rane. Fukata naprej, ko se meso lepo peče. Ravno prav hrustljavo, v sredici še rahlo krvavo je, ko mirno použijeta vsak svoj kos partnerja. Med jedjo sta jebaško eden v drugem, premikata se toliko, da se spolovili drgneta ter vzdržujeta nasladno stabiliteto. Sedaj spet odreže moški ženski pri njeni polni zavesti en kos, to je bil del velike joške in ga vrže na ogenj. Enako ona njemu, to je bil del hrbta. Spet pečeta eden drugemu na ognju in se nabijata naprej. Prvi struži in brusi vse naravne odprtine drugemu, pičko rit in usta, ženska drguli tre, melje grize, potega porajkelj, da bi mu bili zavidni še angelčki. Na obeh straneh vladajo strast, zanos, sreča. Joškam sledijo stegna, bicepsi, ritnice. Pri njem ročne mišice, nožne, trikotne na hrbtu, abdominal. Tako se jesta, zdravita in fukata. Cele ostanejo spolovilne enote s centralnim živčnim sistemom in okostje. Del neužitnih notranjih organov ali drobovine zavržeta, del použijeta med svojo večdnevno ljubavjo. Drek je sproti sublimiral. Kot je bilo povedano, ju pri življenju držijo mazila in zdravila, s katerim ustvarita krvavitev ter dejstvo, da deli mišičja in organi zrastejo na novo. Zato zadostuje, da prekineta jebačino in požrtijo za relativno kratek čas. V ekstremnih primerih, ko popolnoma izgubita razsodnost in kompas, pa jo rešuje snov, ki nadomesti kri in prehranjuje možgane. Bom prebral še eno pesem, ker je nekako zanimivo povezana, kratko pesem. Z današnjim koncertom Rolling Stonesov na Dunaju, na koncert, ki so ga imeli Stonesi v Münchnu, tam bi moral biti tudi jaz, vendar zaradi bolezni nisem mogel in potem je moj dobrotnik mi prinesel tole srajco. Danes je koncert na Dunaju. Jaz sem rekel, bom šel na Grossmana, na festival hororja groze, ampak v slavo Stonesov iz spomina, na ta spomin bom prebral tole pesem kratko. Potem pa gremo še na krajšo zadevo. Nekaj malega od Rolling Stonesov. In ta pesem seveda se pa zelo ujema s tem, kar se dogaja tukaj na tem festivalu. Ljubi moj, ne joči, s poljubom ti solze obrišem in kri po tleh poližem, ki pijem jo iz globokih tvojih ran, ker hočem, da življenje moje, tvoja smrt srečo tam onkraj mi pripravi, ker tu zadovoljstva ni nobenega. To je to. Madonna. Zdaj pa jaz prosil gospod Karin Košak, da mi pride pomagati pri eni zadevi.
kjer bom razložil, s kakšnim problemom sem se jaz soočil pri tej knjigi. Ko sem jaz natisnil prvo naklado, sem ugotovil, ko sem pregledoval zadevo, sem ugotovil eno strahotno napako pri eni pesmi, in sicer pri pesmi, ki je vzeta iz plošče Peter Paradoks, in sicer naslov pesmi je Paradosso misterioso, se pravi misteriozni paradoks. In v verzu, kjer gre približno takole, carne malvagia, carne annihilata, carne sacralizzata, sem se jaz zmotil in sem napisal, ne vem, kjer hudič me je obsedel, ampak to je bilo res, to je bila intervencija iz samega inferna, sem jaz namesto sakralizzata, kar pomeni poveličana, sem napisal, sem zamenil A v I. Sakrilizzata, to je pa blasfemizirana in to je totalno nasprotje tistega, kar sem jaz mislil. In jaz sem obupan, nesrečen, ne bi mogel živeti, sem rekel, to naklado bo treba uničiti. No, po tem pogovorih s prijatelji smo se odločili, da bi iz te naklade v bistvu naredili neke sorte artefakt. Kako? Tako, da bi seveda popravili to napako in Erling, moj prijatelj in moj sodelavc, je 200 izvodov šel skozi in je ta I spremenil v A. In potem smo vse te izvode označili od 1 do 200, so poštempljani z žigom mojega sektorja za čisto in praktično filozofijo in poškropljeni z mojo krvjo. Zakaj? Zato, da jaz dam svoj davek, da se odkupim najvišjemu za to mojo grozno napako. In zdaj, Mila Karin bo me bo špikelna in bo pretekla kri, jaz bom vsak izvod, to je zdaj seveda pa prepuščeno vam, da ker te izvode jaz smatram kot neke sorte artefakte, kot rečemo umetniški izdelek, bomo prodajali kot artefakte za 30 €, pošpricane z mojo krvjo in tako naprej in bomo tole zdaj tukaj izvedli. Situacijo. Jaz samo še vzamem štempilko. Zdaj, mislim, to je stvar, ki zdaj interesa vas, kdorkoli bo se zanimal za to, cena je 30 € za ta krvni davek. Če dešim. Ja, prav, se treba. To je super. Zdaj je še štempel, čak še štempel. Se štempel vam damo tudi kasneje. Ja. Dajmo naslednji. Ja, nekaj teče. Ja. Ne, čak, Ja, se teče. Teče. Tu teče. Vidim, že teče. Fino, super teče.
Perfetto. Sembra un caso. Malo še. Mislim, malo, ker je Ker viva, ma ga še moja. To se suši. No, da to je to. In to je to? To je to. No, počakaj, se ti suši. Super. Zdaj me pa ti strašno. Ja. Dezinficira. Ali je kaj bilo? Jaz ne rekam čisto. Ja, kar reči. Evo, to so knjige, jaz sam še poštepljam, ne? Poštepljam s tem, ne? To so artefaktice, ne? So pa vse popravljene, ni napake več, ne? Ja.